Knjiga od Renate Kekovič v iskanju ljubezni. Sanjala tebe spoznati, od kdaj sem prebrala tvojo knjigo. Hvala, Nadja, in pravim, zelo mi veliko pomeni, ko sem videla tvojo objavo, pa pohvalo za knjigo, res mi je kar pogrelo srce. Si vedno sanjala napisati knjigo, ali to je prišlo kar naenkrat? To sem si želela, no, tako, že ko sem bila mogoče tam nekje pri 18-20, sem rekla, pa sem pa imela še tiste težave, bom rekla, v odnosih, pa sem rekla, mogoče bi pa iz tega nekoč kaka knjiga ratala. Imaš jezik, govoriš o zelo pomembnih in takih težkih stvarih, ampak prostim jezikom, razumljivim, ni tak preveč znanstveno. Hvala. Saj to mi je bil nekak cilj, pač, da je nekako, da vsak človek lahko, ko vzame knjigo v roke, da pač razume, a ne. Saj pravim, človek skozi kaj novega spoznava. Zdaj ne bom jaz rekla, da sem jaz pojedla vso znanost sveta, a ne, sploh v drugem delu, ker prvi del, saj ste videli, je bolj tista zgodba, a ne, kaj se mi je dejansko dogajalo. Drugi del je pač tista spoznanja, do katerih pride človek. In sem pogovarjala z eno tvojo bralko, ona je rekla, da tvoja knjiga ji več pomagala kot nekaj let psihoterapije. Saj to je v bistvu namen. Mislim, če eni osebi lahko nekako pomaga, je to že ful, pač se mi zdi ogromno. Ali to je res, ko daš ven iz sebe svojo zgodbo, da potem tebe več to ne moti? Ja, se mi zdi, da je ena taka prav zdravilna neka energija, terapija, kakor pač želite temu reči. A razmišljaš zdaj o kakih knjigah, na primer glede vzgoje, ker si mama? Ja, saj to bi bilo res mogoče zanimivo. Sem čim bolj iskrena v svojih zapisih, da pač res povem tako, kot je, a ne, da ni nekih tančic, skrivnosti. Ker velikokrat preberem kakšno knjigo, ki je tudi za osebnostno rast, pa se mi zdi, da včasih malo premalo zvem te njihove osebne zgodbe. Se pač nekaj pove, ampak še zmeraj so to določeni delčki. Jaz sem pa res šla v tisto, da res dam zgodbo, vse pač, kar sem čutila, kar sem vedela. Če kaka mlada punca bi zdaj želela razumeti, ali ona ima tak tisti strupeni odnos ali ne, kakšen je tisti red flag? Manipulacije, se pravi, če ti vidiš, da imaš ti partnerja in on ti vsakič govori, da se bo spremenil, dela pa na tem področju nič. Te narcistične osebe velikokrat je tako, da tisti spijejo to vsako življenjsko energijo iz tebe. In jaz tudi, ko sem bila v tej zvezi, jaz sem na eni točki toliko shujšala, življenjsko prav grozno, pač ko gledam tisto sliko, prav grozno sem bila videti. Če oseba vidi, da se tako počuti in da je skozi nek nemir v njej, jaz mislim, da je to velik pokazatelj, da pač gre čim prej stran. Če ne more pač sama, če ne najde neke moči, ne vem, ali k nekem strokovnjaku, ali k neki podporni skupini, ali konec koncev knjigico ne prebere, če ji pomaga. Na primer, ženska zdaj, ki gleda naše intervjuje o tem, da bi želela iti ven iz takega odnosa, strupenega, ampak nima te moči. Jaz bom rekla, veliko intervjujev je, že samo na YouTubeu, in jih je fajn pogledati. Fajn je kaj prebrati. Zelo dobra knjiga, mogoče, ki sem jo šele kasneje odkrila, potem, ko sem svojo napisala, je recimo Zakaj to počne. Kak misliš, v čem je smisel življenja? Jaz bom rekla, družina mi je zelo pomembna. Zelo, zelo pomembna. Pač življenje je samo lepo, če si ga narediš. Lahko je lepo. Če si pa ti v tej črni luknji, kakor sem jaz bila, je pa grozno, ker si ti sam s svojimi mislimi pač se ti vrti po glavi in je pač vse grozno. Tudi danes, ki je lep sončen dan, je v tebi tema in jo nosiš v sebi in ti nič ni fajn. Tako da nek žar, nekaj, kar te motivira, kar ti daje zagon za naprej, za drug dan. Lepo si povedala. In kaj bi si želela našim gledalcem? Jaz vam vsem želim, da ne rabite prestajati tega, kar sem jaz. V bistvu z namenom, to sem tudi napisala. Informirajte se, fajn so psihološke knjige, da preberete, fajn so izkušnje, da mogoče ne bi rabili tega, tega doživeti, kar sem jaz. Če pa ste pač že v tem in to doživljate, prosite za pomoč. Res. Jaz bom rekla, Bog je vrhovni in jaz se pač Bogu obračam. Ampak Bog ti bo na pot
dal ljudi, ki ti bojo pomagali, ki bojo podporni zate, informacije, ki so podporne, samo ne zatiskati oči, pa ne si zatiskati oči, da bo to, kar se spremenilo in bo kar z danes na jutri boljše, ti lahko spreminjaš sebe.